Lep pozdrav in spet dobrodošli v novi epizodi podcasta Inspiracija. Naj se ob začetku zahvalim vsem vam, ki ste me začeli spremljati na začetku te moje poti ustvarjanja podcasta. Hvaležna sem za vsakega izmed vas, ki prisluhnete temam, besedam, izkušnjam, ki jih delim z vami. Saj konec koncev vsi smo eno, ko si delimo izkušnje, se na tak način povezujemo in smo še bolj, močnejši in lažje gremo konec koncev skozi, viharje in tudi lepe trenutke življenja, da vemo, da nismo sami v tem. Tako da to je, ta glavna stvar, zaradi česar sploh ustvarjam ta podcast. Poleg tega pa je tudi to zame ena taka, mala terapija. Konec koncev tisto, kar izrazimo, lažje predelamo pri sebi, vsaj pri meni je tako, no. Ko dam ven skozi besede, ko dam skozi govor, je to zame ena taka, posebna vrsta terapije. Tako da upam, da tudi za vas, ki to poslušate, da tudi vi lažje kaj ozavestite v svojem življenju, kaj osvetlite, razsvetlite, tako si pomagamo. Tako da, tokratna tema, ki sem jo izbrala za ta podcast, je tema namenjena poslušanju. Glej ga zlomka, ne? Ravno govorim o govorjenju, zdaj pa tukaj govorim o poslušanju. Kako gre to skupaj? To je ta paradoks življenja. Zares lahko govorimo takrat, ko se zares slišimo, ne? To je prva stvar. Slišati samega sebe, to bi bila prva stvar, ki bi jo mogoče izpostavila tukaj. Kaj pomeni slišati sam sebe? Vsakodnevne, obveznosti, vsakodnevno hitenje, tudi stres, konec koncev smo v časih, ko je res ogromno enih izzivov in je včasih težko slišati samega sebe. Ravno eno letalo obletava tole nebo in kako zdaj ostati v sebi, medtem ko je okoli nas veliko zvokov, veliko hrupa, veliko informacij. Recimo, ko sem postala mama, se spomnim, moj bog, prebrala sem vse možno, skušala slediti vsem informacijam, da bi vedela, kako vzgajati otroka, da bom vse naredila prav. Na koncu se mi je skoraj zmešalo od teh informacij, da na koncu ne veš niti tistih osnovnih stvari. Zgubiš stik sam s sabo na koncu koncev. Ali pa pri katerikoli drugi, na kateremkoli drugem področju. Ko smo obrnjeni preveč navzven, ko iščemo preveč navzven, bodi si informacije, bodi si kako živeti, kako pozabimo živeti. Tako da prva stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je to, da se znamo usesti, da se znamo ustaviti, da znamo prisluhniti samemu sebi. In včasih vidim že pri sebi, kako težko se dejansko samo usesti in biti pri miru in samo zaznavati sebe. In velikokrat jaz osebno bi kar skočila ven iz sebe, ker se včasih težko soočiti s tem, kar pride. Ko se zaznaš, kaj čutiš, ko zaznaš v bistvu, kako razmišljaš o sebi, kako razmišljaš o svetu, v kakšnem stanju si ta trenutek. In ni ti vedno všeč, v kakšnem stanju si. In takrat se res obrniti, ostati v temu in to spuščati in predelovati in biti in sprejemati in čutiti in biti čuječen pri tem, je kar izziv. Ampak to je prvi korak, da sploh lahko, postanemo pristni sami s seboj in se potem tudi izražamo navzven pristno. Kako naj mi izrazimo svoje potrebe, svoje čustva, svoje želje, svoje strahove, če sploh ne vemo, kaj so naše potrebe, čustva, strahovi, želje. Tako da slišati sam sebe, to je res prva stvar, slišati, kar ti srce govori. Srce, ki je izza vsega tega, kar nam skuša nekako sporočati ali pa kar si ustvarjamo z umom, določene scenarije, določene misli se nam pritajijo, bodisi so to neka programiranja, ki smo jih deležni že od samega otroštva, ali pa še, če verjamete v reinkarnacijo, še nazaj iz naših preteklih življenj. Ampak bistveno je, da se začnemo zavedati, kaj razmišljamo. Misel sproža čustvo.
In to je močna, bom rekla, močno seme za manifestacijo. In kaj potem manifestiramo? To, kar mislimo, se prevede v čustva in potem v naš realni svet. In močnejša, ko so ta čustva, bolj se to intenzivno, bom rekla, manifestira v svet. In če zdaj pogledate, kaj vi manifestirate v svojem svetu, kakšen je vaš svet, lahko vidite, ste si ga ustvarili sami in lahko vidite, kako ste razmišljali, kako razmišljate o sebi, ali pa kako ste razmišljali, da ste prišli do te točke, kjer ste. Lahko ste zelo zadovoljni, lahko ne, ampak skreirali ste to z svojimi mislimi in s tem, kako razmišljate o sebi. In včasih niti ne vemo, kaj razmišljamo o sebi. Vidimo samo rezultat, vidimo začutimo, kako se počutimo, naša čustva in enostavno valovimo s tem in gremo s tem avtomatsko, ne razmišljamo, da bi lahko spremenili tok naših misli, ne razmišljamo o tem, da imamo sploh moč, da se odločamo drugače, da razmišljamo drugače, da čutimo drugače, da k sebi privabimo ta občutek, ki si ga v resnici želimo. Da niso zunanje okoliščine razlog, da se mi tako počutimo, ampak je naše notranje stanje najprej tisto, potem se nam to manifestira v zunanjem svetu. Torej, kako torej manifestirati zavestno? Tako, da se zavedamo svojih misli, da se zavedamo svojih čustev. In kako to narediti v tem svetu, bom rekla, hitenja, stresa, različnih obveznosti, in to ne pomeni, da moramo zdaj vse ustaviti in enostavno se zapreti v jamo in samo še meditirati, da bomo dosegli to stanje. Ne. Kako najti tistih 5 minut, bom rekla, lahko tudi 10 minut v dnevu, kolikor vam pač znese, ko smo enostavno samo prisotni sami s seboj, se začutimo, se skušamo slišati. Tako si želimo, da nas bi ljudje slišali. Ampak, a sploh slišimo sebe? A slišimo, kaj nam naša notranjost govori? Ko ste zaspani, a slišite sebe, svoje telo, ki vam govori, pojdi se spočiti, pojdi spat. Ko je lačno, pojdi jest. Ko hoče zrak, pojdi na zrak. Pleši. To so vse taki mali, bom rekla, užitki, male stvari, ki so v resnici zelo velike za našo dobrobit, ampak jih nočemo slišati, ker so druge stvari izven nas bolj pomembne. Ker nas hoče prepričati, to je pomembnejše, še to, pa še to, pa še to, pa še to naredim, potem pa se usedem, pa si zaslužim ta počitek. Kot da si bi moral zaslužiti tale počitek v smislu, ko bom dovolj naredil v zunanjem svetu, ko bom dovolj dosegel, ko bom izpolnil vse te cilje, ko me bo svet potrdil, da delam dobro, takrat si zaslužim. To je moja nagrada, da se usedem in da se spočijem, prej pa ne. Ampak včasih pozabimo na to nagrado samemu sebi in se ne ustavimo. Ustavi nas bolezen, ustavi nas neka nesreča, neki mogoče konflikti, ki se nam začnejo dogajati v odnosih. Življenje nas ustavi, če se ne ustavimo sami. In takrat se moramo soočiti samim sabo in se soočiti s tem, kar se v nas dogaja, in soočiti s tem in se vprašati, kaj res potrebujem, slišati sebe. Takrat imamo, zanimivo mi je, kako včasih ljudje rečemo, oziroma ko zbolimo, nas nekako ljudje razumejo. Ko imamo neko fizično bolezen, vsi razumejo, ok, ne moreš priti ali na zabavo, na to srečanje, ali pa na ta sestanek, v službo, karkoli, je vsakemu razumljivo. Ko da je to neka pač fizična stvar, ki vsi razumejo, da pač takrat ne moreš. Ampak včasih smo tudi psihično utrujeni. Včasih rabimo to čustveno umiritev. Tudi če se ne vidi na zunaj, na fizični ravni, smo čustveno razvrvani včasih, kaotični in rabimo ta čas, da se ustavimo in da presortiramo ta čustva. Da jih začutimo v polnosti, da jih sploh čutimo, da jih slišimo, da kaj nam govorijo. Dati moramo čas. Tako kot otrok, rabi svoj čas, da predela vse te izkušnje, ki jih začenja dobivati v zunanjem svetu, ko pride iz materinega objema. Rabi ta čas, rabi ta mamin objem, mamino crkljanje, mamin čas z mamo, da pride nazaj
k sebi, v to čisto povezanost z izvirom. In enako mi odrasli, samo da pozabimo na to. Mislimo, da smo neki stroji, roboti, ki samo še izpolnjujejo določene, bom rekla, obveznosti, kljukce in tako naprej, da lahko rečemo, ok, zdaj sem pa odrasel, zdaj pa, ker sem odrasel, moram to vse, pa to, ne, ampak ne pozabimo na ta naš del, ki nas v bistvu sploh poganja skozi življenje, da ne hodimo samo kot zombi od A do B, od obveznosti do obveznosti in izpolnjujemo, kar nam je ponavadi še rečeno od zunaj. Tako da, ja, to je to, kar se tiče poslušanja samega sebe. In ko znamo slišati sebe, ko znamo slišati svoje občutke, ko znamo najti prostor zase v dnevu, da sprocesiramo stvari, ki se nam dogajajo, takrat znamo poslušati in dati prostor tudi drugim ljudem, ki jih srečujemo v svojem življenju. Kar pa je bistvenega pomena za dobro komunikacijo, da imamo lepe odnose, da imamo čiste odnose in da se resnično, slišimo. Ker konec koncev vsi si želimo biti slišani. Ko smo v kakšni krizi, ko imamo kakšne težave, ko smo v stiski, takrat rabimo samo nekoga, ki nas posluša, ki nam drži ta prostor in nam dovoli, da smo v tistem trenutku vse, kar smo. Da nam dovoli, da izrazimo to. Ampak kako težko je poslušati v resnici, ker smo vajeni poslušanja v smislu, ti meni poveš neko stvar, jaz ti odgovorim nazaj, kako stvari vidim, komentiram, mogoče svetujem v najboljšem primeru, v najslabšem obsojam in kritiziram in imam svoje mnenje, ki je drugačno od tvojega in je moje boljše in tako naprej. Večinoma smo vajeni takega načina komuniciranja. Vprašanje, postavljamo vprašanja, skušamo človeka voditi do nekega cilja, do nekega končnega rezultata. Tudi sama, recimo, ko sem vodila veliko intervjujev, se pogovarjala z ljudmi, sem bila, bo rekla, poklicno deformirana, da sem vedno imela nek omejen čas in da je bilo treba vedno to speljati v nekem sosledju vprašanj za nekim ciljem. Premalo, recimo, je bilo zame tega prostora, da bi sogovorniku dala prostor, da se izrazi v celoti, brez tega, da bi morala slišati določen odgovor, dobiti določen odgovor. Ampak to je seveda, bom rekla, druga branža, drug način komuniciranja. Ko govorimo o resničnem poslušanju, tudi tukaj lahko resnično poslušamo. Ampak ko govorimo o tem, da se človek res v celoti izrazi v tem, kar se mu trenutno dogaja, pa rabi prostor. In rabi nekoga, ki ga ne obsoja v tistem trenutku, ki ne kritizira, ki ga ne prekinja, ki ga v bistvu vodi do sebe. Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, ko vas je nekdo res v tišini pozorno poslušal, brez besed, in ste na koncu rekli, kako se je bilo lepo z vami pogovarjati, koliko odgovorov sem našel ob tem, ko sem se s tabo pogovarjal, pa tisti na drugi strani mogoče ene besede ni črhnil, samo v resnici vas je poslušal z globino svojega zavedanja in vam je dovolil, da tudi vi s tem pridete do tega zavedanja sami. In tukaj nastane tudi potem ta resnična povezava med ljudmi. In na tak način se zdravimo. Tudi pogovor lahko zdravi, če je res na drugi strani, na obeh straneh to resnično poslušanje. In če se spomnim tudi sebe, kako sem včasih poslušala, koliko sem imela težav v bistvu s tem, da resnično prisluhnem, je bilo že to, da sem bila zelo, bom rekla, pogojena za tem pravilno slovenščino, pravilno slovnico, da sem bolj razmišljala o tem, da bom pravilno nekaj povedala, kot kaj je moj resnični izraz. Kaj resnično želim izraziti v tistem trenutku. In ko sem dovolila, da sem te blokade spustila, pa si res dovolila enostavno povedati stvari, takšne, kot jih čutim, pa če tudi s kakšno besedo, ki je bila mimo slovnice, to je bilo zame zdravljenje in še vedno je. Zato včasih spodbujam ljudi, ne se sekirati, tudi če ni kakšna beseda ok, tudi če gre kaj mimo, če se kaj zmotite, ko javno nastopate,
ne se tega bati. Ljudje začutijo vašo iskrenost, ljudje začutijo vašo energijo. Ljudje se začutimo energijsko, ne toliko, kaj povemo v besedah, kakšne besede uporabimo, ampak kaj je tista energija zadaj. Začutimo, ko je nekdo lahko pove, tudi sama pri sebi sem večkrat opazila to, lahko sem povedala stvar z zelo lepimi, prefinjenimi besedami, ampak sem znotraj čutila nek srd ali pa jezo ali pa bolečino, karkoli, in ljudje so to začutili. Ampak pri ljudeh, mogoče odraslih, se to še da skriti, pri otrocih pa ne. Tudi moja hčerka me to zelo uči. Recimo, ko včasih ne povem ljubeče stvari in z neko, bom rekla, pravo povezanostjo z njo, enostavno ne sliši, kot da ne sliši, ne? Kot da govori mimo, ne odzove se na to, bom rekla, to jezo, ki je na nek način agresija, ne? Ki odbija, ne? In ni ljubeča, in zdrav otrok se bo na to odzval na tak način, ne? Torej z nekim odbojem ali pa bo izklopil ta zvok. Tako da je res pomembno, da smo usklajeni, da so naše besede usklajene s tem, kar v resnici čutimo. Ja? In s tem se potem tudi povežemo lažje z ljudmi. In tudi sama pri sebi zdaj vidim raje, preden recimo otroku dam svoje navodila, kaj želim, razčistim pri sebi. Če čutim jezo, zakaj sem jezna v tistem trenutku, ker sem ponavadi jezna nase, če nisem prej postavila kakšne meje ali pa prej izrazila, na drugačen način izrazila, in potem pričakuješ od otroka, da bo on to razumel. Ne, najprej moramo pri sebi razčistiti, kaj želimo sporočiti, kaj je naša namera, in potem to na najboljši možni način ljubeče to tudi sporočiti na drugi strani, z nekim spoštovanjem. In tudi otrok ali pa kdorkoli drug, tudi odrasli, to začutijo. In lažje, bom rekla, potem to stvar naredijo in prisluhnejo, ker se ne čutijo napadeni, ne? Ker ne čutijo to neko agresijo, ker ne čutijo tisti moram, ne, to narediti. In to naredijo pol v bistvu res iz tiste želje, iz dobre volje, iz dobre namere. Tako da, ja, poslušanje, to je prvi korak za dobro komunikacijo, to je prvi korak za zdravljenje odnosov, zdravljenje sebe, svojih občutkov, za zdrave, za lepe odnose. Tako da naslednjič, preden spregovorite, se spomnite na to. Najprej prisluhnite. Prisluhnite sebi in prisluhnite drugemu. Tako, toliko o mojem monologu glede poslušanja. Verjamem, upam, no, da vam je prišlo kaj prav in da boste absorbirali, integrirali, kar sem povedala. Naj na tem mestu samo še povem to, da vzemite tisto, kar res zavibrira z vami. Nisem vaš guru, nisem tukaj, da vas učim, kako neke stvari narediti po moje, tako kot jaz mislim, da je prav. Mogoče kdaj tako zveni, upam, da ne. Ampak definitivno to ni moja namera. Jaz samo govorim o to, kar sem sama ozavestila, kar sem sama izkusila, kar sem sama spoznala, seveda z upanjem v to, da vam bo kaj od tega prišlo prav. In kot sem že rekla, vzemite tisto, kar res čutite, da vibrira z vami, da vam je blizu, ostalo lahko mirno spustite in greste naprej uživeti svoje življenje, tako kot čutite, da je prav za vas. Imejte se lepo, uživajte in se vidimo v naslednji epizodi podcasta Inspiracija.